Pozdravljeni. Nadaljevanje okupacije. Vojska bo rešila svet pred samim sabo. Kriza v Rusiji. Kopičenje zlata. Boj proti davčnim oazam. Izraelska revščina. Božje darilo 1. Božje darilo 2. Britanska državna paranoja. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. Iraška oblast vodi zahtevne pogovore s svojimi okupatorji. Ker decembra poteče mandat ZN, ZDA nimajo več pravnega pokritja za prisotnost v tej državi. Zato hočejo na vsak način prisiliti iraške oblasti v podpis pogodbe o varnostnem sodelovanju. Čeprav iraške oblasti trdijo, da jih nihče ne bo prisilil v podpis sporazuma, so dejansko med silo in kripto. Na eni strani odločno nasprotovanje javnosti podaljševanju okupacije in na drugi grožnje ameriških predstavnikov, ki Iraku obljubljajo dramatične posledice, če sporazum ne bo podpisan. V Bagdadu je zaradi tega protestiralo odvisno od virov od nekaj 100.000 do milijona ljudi. Njihova zahteva je jasna: Američani naj nemudoma zapustijo državo. Za zaplete okoli sporazuma Američani obtožujejo Iran, češ da ta dela vse, da bi preprečil podpis sporazuma. Pentagon je pripravil nov osnutek vojaškega proračuna. Dosedanjih 620 milijard očitno ni dovolj. Zato so predlagali povečanje sredstev, ki bi v naslednjih 5 letih državo stalo dodatnih 500 milijard. Kljub enormnim stroškom v vojaški proračun niso všteti stroški za oskrbo in pokojnine veteranom, varovanje domovine, Homeland Security, tajne projekte, množico paravojaških in obveščevalnih agencij ter vojni v Iraku in Afganistanu. Proračun za leto 2009 bo vseboval postavko za raziskave vesoljskih orožij, čeprav so ZDA podpisnice pogodbe, ki prepovedujejo uporabo vesolja v vojaške namene. Začenja se razvoj novega supernevidnega bombnika, ki bo čez 10 let nadomestil B-2, ki stane kar 2 milijardi dolarjev po kosu. Ministrstvo bi rado, kljub odločnemu kongresnemu ne, dokupilo večje število nevidnih lovcev F-22, ki stanejo pičlih 340 milijonov dolarjev po enoti. Sedanjih odobrenih 183 jim ne zadošča. Za nov razred letalonosilk je predviden strošek 8 milijard dolarjev po kosu, vsebuje pa tehnologijo, ki naj bi zmanjšala stroške izdelave nadaljnjih letalonosilk. Sedanja jedrska letalonosilka razreda Nimitz stane borih 4,5 milijarde dolarjev. Kitajska, ki jo ameriški strategi vidijo kot najverjetnejšo rivalko za svetovno prevlado, ima vojaški proračun vreden le 4% ameriškega. Svetovna kriza je prizadela tudi Rusijo. Indeksi moskovske borze so od lanskega maja padli za kar 2/3. 25 največjih ruskih tajkunov je izgubilo 230 milijard dolarjev, Roman Abramovič sam 20 milijard, kralj aluminija Deripaška pa samo v zadnjem mesecu kar 16 milijard. Na povprečne Ruse kriza še ne vpliva, saj v glavnem ne kupujejo delnic. Hipotek kot zavarovanje za stanovanjski kredit skoraj ne jemljejo. Potrošniško kreditiranje ni priljubljeno. Varčevanje se ne preliva na borzo, zato zanj ne skrbijo penzijski ali drugi varčevalni skladi, ki denar obračajo na borzah. Nafta predstavlja skoraj 70% ruskega izvoza, država skoraj ni zadolžena in ima proračunski presežek. Zaradi slabe vpetosti v svetovno gospodarstvo realni sektor ne bo močno trpel. Celoten finančni sistem države naj bi imel premoženje v vrednosti 60% BDP-ja, le 3% pa so vezani v hipotekah. Napovedana gospodarska rast za prihodnje leto je znižena iz 7 na 5,5%. Curiška kantonska banka ima zaradi izrednega zanimanja vsa skladišča do vrha napolnjena z zakladniškim zlatom. Gre za 75,5 ton oziroma 12-dnevno svetovno proizvodnjo te kovine. Banka po vsej Švici išče prostore za dodatna skladišča. A place where you can be confident you're getting the right advice on your mortgage. Where awards are won for paying insurance claims with minimum fuss and hassle. Make believe. Zurich. If you don't believe it, call us. V
Parizu je potekalo srečanje pod vodstvom Francije in Nemčije o ukrepih proti državam, ki omogočajo izogibanje davkom in dovoljujejo popolno bančno tajnost. Na novem seznamu davčnih oaz se bo najverjetneje poleg 3 že znanih evropskih držav, Monaka, Andore in Lichtensteina, znašla tudi Švica. Švica je podobno kot Luksemburg srečanje uradno bojkotirala, ZDA in Avstrija na srečanje nista poslali predstavnikov. Francoski predsednik je postavil javno vprašanje, zakaj odkupu številnih bank z javnim denarjem navkljub te ustanove še vedno delujejo v državah, ki spodbujajo izogibanje davkom. Predpogoj za reformo svetovnega finančnega sistema mora biti ukinitev davčnih oaz. Po ocenah naj bi bilo na tajnih računih po svetu pred davčnimi službami skritih kar 10 bilijonov dolarjev. Po oceni OECD-ja ima med razvitimi državami Izrael največjo stopnjo revščine, kar četrtina prebivalstva je pod pragom revščine. Hkrati je tretji po socialnih razlikah takoj za Turčijo in Mehiko. Organizacija je kritizirala to državo tudi zaradi davčne politike, ki ni usmerjena v manjšanje socialnih razlik. Brazilija je v morju 185 milj pred svojo obalo odkrila ogromne zaloge lahke nafte. Po ocenah strokovnjakov naj bi 9 nahajališč skrivalo 50 do 80 milijonov sodčkov nafte, s katerimi bi se Brazilija uvrstila med največje proizvajalke tega energetskega in surovinskega vira. Predsednik Lula je odkritje označil za božje darilo, ki naj bi omogočilo zmanjšati socialne razlike in kronično revščino. Podobno odkritje je minuli teden objavila Kuba. Odkrili naj bi zaloge nafte v višini 20 milijonov sodčkov. Konzorcij kubanske naftne družbe in španskega Repsola bo z vrtanjem začel v sredini naslednjega leta. S tem bo Kuba postala ena izmed 20 največjih proizvajalk nafte. Kuba je do sedaj pokrivala polovico potreb po nafti, z novim odkritjem lahko postane samozadostna. Britanci nadaljujejo serijo protiterorističnih ukrepov. Na vrsti so uporabniki mobilnih telefonov. Vse kaže, da bo za nakup telefona potrebno predložiti uradni veljavni dokument, torej potni list ali osebno izkaznico. Obvezna registracija lastnikov telefonov bo del veliko večje baze, ki bo uporabljena za boj proti terorizmu in kriminalu. Ta bo vsebovala še spremljanje internetnih navad, elektronske pošte in telefonskih komunikacij. Naloga bo precej težavna, saj je več kot polovica od 72 milijonov telefonov kupljena v predplačniških paketih. Vodafone ima takšnih uporabnikov kar 72%. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo.